Tokrat en lep pozdrav iz Bruslja z mini plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta. Ponedeljkovi sklepi, ki so jih na neformalnem vrhu sprejeli predsedniki vlad in držav, so sprožili zanimivo debato tudi v Evropskem parlamentu. Ponovno se je pokazalo, da Evropska unija potrebuje bolj harmonizirane fiskalne politike. S tem dogovorom med članicami, pa tudi z mehanizmi, ki smo jih sprejeli že v Evropskem parlamentu v lanskem letu, se v prihodnosti lahko izognemo večjim pretresom in stabiliziramo Evropsko unijo. Poleg tega je izjemno dobrodošlo, da so voditelji držav in vlad posebno pozornost namenili mladim in njihovim problemom, predvsem visoki brezposelnosti. Ta hip v Evropski uniji kar 23 milijonov. 23 milijonov ljudi je brez službe in nesorazmerno veliko je mladih. To predstavlja že strukturni problem Evropske unije, ki se mora začeti zdraviti z reformama šolskega sistema in trga dela. Predvsej pozornosti smo namenili zunanjim političnim temam. Z visoko predstavnico Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Catherine Ashton, smo razpravljali o Iranu in Rusiji. Prva razvija nuklearni program in proti njej je Evropska unija januarja uvedla sankcije, Rusijo pa kmalu čakajo predsedniške volitve s predvidljivim izidom. Čeprav Evropski parlament večino svoje energije posveti sooblikovanju evropske zakonodaje, pogosto opozarja na pereče probleme, s katerimi se soočajo državljanke in državljani. Tak problem predstavljajo odpadki. V vrsti evropskih držav je ravnanje z njimi daleč od želenega, ponekod pa celo kršijo zakonodajo. Državljani in organizacije, še posebej iz Italije, Grčije, Francije, Španije in Irske, so o teh težavah in kršitvah opozorili Evropski parlament. V ta namen smo sprejeli posebno resolucijo, v kateri zahtevamo od oblasti ustrezno ravnanje z odpadki. Pod drobnogled smo vzeli še upravljanje s sredstvi Združenih narodov za humanitarno pomoč, ki se porabljajo v Evropski uniji. Ugotovili smo, da bo treba tako izboljšati učinkovitost in transparentnost ter zmanjšati birokracijo. Evropski parlament pa se je zavzel za večji nadzor nad nepremičninskim trgom v Evropski uniji. Po spremembah v arabskih državah so prišli na dan podatki, da so številni nekdanji diktatorji svoje premoženje nalagali ravno v Evropski uniji. Proti nasilju v družbi, še posebej nad ranljivimi člani, kot so otroci in ženske, se je treba odločno in nenehno boriti. Evropska unija je v ta namen ustanovila poseben program Daphne, čigar sredstva črpa mnogo nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s tem humanim poslanstvom. Zavzeli smo se za nadaljevanje tega programa. Z nasiljem pa se žal vedno znova srečujemo tudi v športu. Zaradi huliganov in njihovih izgredov so športni dosežki in športniki marsikdaj potisnjeni v ozadje. Poslanci smo se zato zavzeli, da bi nasilnim navijačem prepovedali vstop v športne štadione širom po Evropski uniji in oblikovali posebno črno listo izgrednikov. V resolucijo o evropski razsežnosti v športu, ki jo je pripravil španski kolega Santiago Fisas, smo rekli jasen ne podkupovanju, dopingu in ostalim zlorabam v športu, kot so črne športne stave in dogovarjanje o športnih rezultatih, davčne utaje in podobno. Na sestanku skupine Evropske ljudske stranke je predsednik Dol omenil, da je Janez Janša dobil mandat za sestavo nove vlade v Sloveniji. Poslanke in poslanci Evropske ljudske stranke so ob tej novici spontano zaploskali. Sicer smo te dni dobili na stotine različnih mnenj o dokumentu ACTA, o katerem bo Evropski parlament odločal poleti. Gre za trgovinski sporazum o preprečevanju ponarejanja. V enem delu govori o teh pojavih tudi na digitalnem polju, kar je povzročilo precej razburjenja zlasti med mladimi. Svoje mnenje o tem sem napisal na svoji spletni strani. Lepo vas pozdravljam in želim vam vse dobro.